Franjo Marošek iz Dravograda že 25 let raziskuje različne umetniške poti in dokazuje, da za ustvarjanje nikoli ni prepozno. Najprej se je ukvarjal s petjem, kasneje pa se je preizkusil v kiparjenju in se na koncu lotil slikanja. Pa začel pet pri izboru v Črnečah pa v Dravogradu. Pel sem pri Dravogradskemu oktetu in takrat, ko sem nehal pri Dravogradskemu oktetu, sem bolj začel kipariti. Prvo les, pole kamen, pol malo glina, železo, vsega po malem. Pol sem malo raziskoval materiale, kako se kaj obnaša, pa kaj združiti eno z drugim. No, leta 2007 smo ustanovili likovno sekcijo, jaz pa en naš slikar, gospod Frjov, smo sklicala tete, ko so hodili v Ravne, pa v Slovenj Gradec na tečaje, punce. Pa sem že en čas kiparil, pa le zaradi zdravstvenih težav, ker so me pač roke matrale, sem nehal kipariti, pa sem začel slikati. Naše punce v sekciji so slikale, so rekle, pa začni slikati in pa sem pa začel. Prvo realizem, pa le malo akvarela, akril, no na kraju sem pa združil akril pa razne materiale, mix media, to je vse sorte, od mrež do kitov, do drugih mas, da je slika 3D. Oktet je bil način življenja moje družine in je bilo preveč pa. Sem mislil, moram najti nekaj svojega in zgradili smo vikend na Goriškem vrhu. In smo se preselila z ženo, tam imam zdaj mir, slikarijo, lahko delam vse sorte. Nisem pa v osnovni šoli znal muce ne narisati, zato ker pač nisem imel interesa. Ljudje se zdaj sprašujejo, kako sem jaz začel slikati, pa recimo druge stvari delati. To je ta zadnja tehnika 3D. To je izziv, ker vsaka slika je zgodba za sebe in nikoli ne veš, kaj bo na kraju prišel. Taka slika nikoli ni končana. Pri realizmu je to drugo. Pri realizmu je recimo hiša ali vse ostale stvari so pač pokrajine pa tako naprej. To moraš narisati tako je. To je pa izziv, to pa ni to. To je pa nekaj globljega. To pravijo, da je ena stopnica više od realistične slikarije. Ko začneš abstrakcijo delati, je to nekaj malo več. V 25-letnem ustvarjanju je dobil kar nekaj priznanj, med drugim tudi državni certifikat kakovosti. Sem se udeleževal vsako leto zlate palete, dokaj sem kiparil. To je državna razstava kiparjev. In na eni od teh razstav sem jaz dobil certifikat za to skulpturo, ki se reče Rajanje na prazniku. Je pa v bistvu narejena iz odpadnega železa, pa malo kita, pa malo barve. Priznava, da v Sloveniji od umetnosti ni mogoče razkošno živeti. Nekaj del sicer proda, a zaslužek večinoma pokrije le stroške materiala. Zato ustvarja predvsem zase in za svoje zadovoljstvo, saj je po njegovih besedah prav veselje do ustvarjanja tisto, kar umetnika žene naprej. Prvo moraš delati za svoje veselje. Če boš delal za prodajo, si glih te fertike. Recimo enemu se slika do pare, pa rečeš 300 evrov, pa rečeš, ti normalno, to je malo prehudo. Za 50 evrov pa ne moreš dati, ker moraš sam sebe ceniti tudi. Svoje delo. Aktiven je tudi v društvu gluhih in naglušnih Koroške, kjer svoja znanja in ročne spretnosti deli tudi drugim na ustvarjalni delavnici. V društvu vodim kiparske delavnice, pol sem naredil jaslice iz lesa za občino Dravograd, ene lesene, ene iz gline podaril. Ene jaslice imam
Na Goriškem vrhu jih vsako leto postavljamo. Rad bi kako delavnico več naredil, če bi se kjeri hotel aktivirati, da prepozna tistih svojih 10% talenta, vse ostalo je pa tak delo. Franjo se je likovne kolonije prvič udeležil lansko leto v Novi Gorici in je bil zelo navdušen, ko je spoznal še druge gluhe in naglušne umetnike. Zelo mi je bilo všeč, lepo je bilo organizirano, s predsednikom smo bila v Novi Gorici in mislim, da smo bila zelo zadovoljna. In upam, da bo letošnja kolonija, ki bo v Dravogradu, tudi tako uspešna, morda še celo bolj. Malo me je naučil to delo, tako da jaz se tudi nisem tako znal, a ne. Probal pa tudi res tukaj, da bi v Dravogradu naredili tudi malo likovno, kako malo tako skupino, da bi začeli risati, a ne, pa slike pa tako po Dravogradu in to bo v Bukovju, te 3 dni in tam bo tudi Franjo, malo bolj glavno besedo imel. Franjo pravi, da umetnost nastaja predvsem iz vztrajnosti, radovednosti in ljubezni do dela. Danes z novimi tehnikami in idejami še vedno išče nove umetniške izzive. Občutki so lepi, so tudi mešani. Je bilo vzponov in padcev, vse sorte, nekaj je uspelo, nekaj ni uspelo. Ko človek pade, se je treba pobrati, pa naprej, malo raziskovati eno drugo. Če imaš veselje, volo, je to pa. Je pa ogromno odrekanja pa dela, tudi moje družine. Moram se zahvaliti moji ženi, pa otrokom, tudi pa vnukom. Če ni v družini podpore, ne gre to. Naše društvo je ponosno, zelo, da imamo takega člana, lepe slike, narisal zelo lepo. V 25 letih ustvarjanja je Franjo Marošek dokazal, da umetnost nastaja predvsem iz vztrajnosti, radovednosti in ljubezni do dela. Sam pravi, da je nadarjenost le majhen del uspeha, vse ostalo pa sta trud in predanost. Njegova ustvarjalna zgodba se nadaljuje tudi danes, ko z novimi tehnikami in idejami še vedno išče nove umetniške izzive. Njegova dela si lahko ogledate na razstavi v infopisarni Dravograd, ki bo na ogled še do 28. junija.